Zdaj, zakaj gre? Naše panoge, se pravi panoge kovinske in elektroindustrije, so tipične, kot sem rekla v začetku, kjer primanjkuje nizko kvalificirane delovne sile. En del te nizko kvalificirane delovne sile se pokriva z delavci iz področja Evropske unije, to se pravi z delavci, ki pravzaprav ne potrebujejo posebnih delovnih dovoljenj, kar precejšen del tega se pokriva z delavci iz bivše Jugoslavije, ki potrebujejo delovna dovoljenja, ne samo to. Pravzaprav vsak majčkeno bolj podroben inšpekcijski pregled pokaže, da je zaposlenih kopico delavcev, ki teh delovnih dovoljenj nimajo, praktično delajo na črno. Gre seveda za migrante z nizko stopnjo strokovne izobrazbe, gre za delavce, ki skušajo nekako podaljšati preživetje, če temu rečemo, industrijskih panog, kjer nizko delovno silo potrebujejo. Gre za delavce, ki seveda prejemajo nizke plače, ki predstavljajo konkurenco zaposleni delovni sili v Sloveniji, in kjer niti ureditev v zakonu, niti v kolektivnih pogodbah ne prepreči tega, kar se v zadnjem času močno odraža. To je, da postajamo neke vrste, kot je že Srečko omenil, sužnjelastniška država, da zaposlujemo delavce, ki delajo preko delovnega časa, ki je v tej državi predpisan, da zaposlujemo delavce, ki delajo za nižje plače, kot veljajo za delavce v rednem delovnem razmerju, in da gre za delavce, ki konec koncev živijo v nečloveških življenjskih pogojih. Lahko jih imenujete tudi kombi delavci, če hočete. Vsak od vas, ki zjutraj prihaja na delo, si ima možnost ogledati potovanje teh ljudi v ranih jutranjih urah, ko jih po vseh mogočih točkah pobirajo prevozniki in vozijo na različne lokacije dela v tej državi. Skratka, problem, ki je bil morda prvič bolj očitno zaznan, če se boste spomnili v primeru Mehana v Izoli 2 leti nazaj približno, v primeru sicer stavke in drugih vprašanj, ampak že tam je bilo razvidno, da pravzaprav ti delavci, ki niso sindikalno organizirani, ne sodelujejo. Seveda je razumljivo, da se bojijo pravzaprav sodelovati v sindikalnih akcijah, da so v bistvu z posojenimi delavci nadomeščali stavkajoče in da so ti delavci pripravljeni delati tudi sobote in nedelje po 12 ur in tako naprej. Kljub opozarjanjem državnih inštitucij, da se to dogaja, mora reči, da zaenkrat zares nihče ni ugriznil v to kislo jabolko. In prav je, da zdaj v tem času obljub politikov z različnih koncev zahtevamo tudi odgovor na vprašanje, kaj pravzaprav bo ta država storila, da na eni strani prepreči takšno nečloveško ravnanje, če hočete, z delavci iz drugih držav, se pravi z neslovenskimi delavci, in na drugi strani zaščiti tudi slovensko delovno silo v bistvu pred posegi, ki nastajajo. Najbrž se bomo čez nekaj let čudili, zakaj smo Slovenci spet ksenofobični, zakaj ne maramo tujcev. Te tujci niso prav nič krivi za situacijo, ki na trgu delovne sile nastaja. Kriva je država, ki pred svojimi instrumenti ne uredi tega na način, ki bi bil za vse sprejemljiv.